Pozdravljene, čudovite dušice. Danes bom delila z vami zapis, ki je prišel skozi moj pretok. Zapis o odnosih. Včasih v odnosih dajemo preveč sebe. Preveč smo v razumevanju, v prilagajanju, v potrpežljivosti in takrat naša energija se razblini v našo okolico. Mogoče to počnemo, ker si želimo bližine, mogoče ker si želimo biti ljubljeni, sprejeti ali slišani. Mogoče zato, ker verjamemo, če bomo dali več, bomo tudi dobili nekaj tiste ljubezni nazaj. Resnica je, ko smo preveč, pogosto izgubimo stik s seboj in svoj notranji glas zamenjamo s potrebami iz okolice, s pričakovanji iz okolice. Svoje meje pa tako raztegnemo, da že začne boleti. Bolečina lahko postane vedno večja, ko se pogledamo v ogledalo. Ampak, drage dušice, tukaj nastopimo mi, tukaj nastopi naša duša, ki nam pove, da imamo v življenju izbiro čutenja, ker če čutimo, da smo v odnosu preveč, to ni znak naše napake, to je tisti tihi klic naše notranjosti, ki nas prosi. Vrni se k sebi, draga dušica, poslušaj me, tudi jaz sem pomembna. Ko se slišimo svoj šepet srca, takrat se ne zapremo, takrat ne prosimo, da smo manj čuteči, da bo manj bolelo, ampak naša ljubezen nas uči, da si zaslužimo svoj prostor za negovanje, prostor, ki je varen za našo kreacijo. Tako da, draga ljubeča dušica, za na konec delim s tabo še angelski šepet, ki pravi: dajaj, a ne iz sebe, ljubi, a ne izgubljaj se, prilagajaj se, a ne do točke, ko pozabiš, kdo si. Danes je dovoljeno reči: tudi jaz potrebujem, tudi jaz čutim, tudi jaz štejem. In to ni sebično, to je izredno pogumno dejanje, to je ljubezen do sebe.